imaš kdaj slab dan, se usedeš v avto, po starega moparja obrneš ključ za ropota, za rohni in se pač zapelješ malo okoli do kazga komarata, ga naloziš, gre takaj spit in to je to. Konec 60-ih let smo imeli v nekdanji Jugoslaviji fička, v ZDA pa so se mulci že dokazovali z pravimi ameriškimi mišičnjaki. Ti so bili pravi avtomobilski pojem že takrat, ko smo pri nas vozili še na bone, danes pa imajo ameriški starodobni lepotci še bistveno večjo vrednost. Avtomobili, kot je tale Dodge Coronet RT, imajo svojo dušo, njihovi lastniki pa svoj življenjski slog. Njihov moto so rock'n'roll glasba, glasni in močni motorji V8 in brezčasno uživanje na cesti. Ne, da se zdaj avto uporablja za neke posebne priložnosti ali pa zdaj je pa tam neki event in gremo mi kja, da smo mu pokazali. To je pač čisto za svojo dušo, recimo nedela, lepo vreme in pač z bratom se gremo zapeljati, gremo na patrol, natočimo ponga in se gremo samo malo furati. Pač klasični stil, ameriški, ki se je dogajal v 50-ih in 60-ih letih in to na nek način se je predstavilo na nas, z avtomobila morjet in tudi mi pač to naprej vozimo in mislim, da si kakor ima V8 avto, pa ko vsaj recimo zastopi zadevo, za ko se gre, si pač ne predstavlja ameriškega vozila brez rock'n'roll. In glih to je tisti čar, da vsakič ne se usedeš v avto pač bolj poredko, recimo za nekaterega, imaš tisti feeling, kakor recimo kuta prvič, ko si se usedel. In če bi to delal vsak dan, potem tudi taka stvar recimo pomeni na nek način zgubine. To je pač, recimo tudi mi v Coronetu, pa se vozimo recimo rock'n'roll špila iz radija, to je to, sliši se pač grmenje od spredi iz motorja ven, 8 cilindrov, pač v zraku čutiš, vohaš bencin, to so stvari, ko recimo v današnjih avtomobilih tega ni. Subkultura avtomobilov V8 pa ima seveda še svoj drugi obraz. Uživanje na cesti ne bi bilo brez dolgih ur preživetih v delavnicah. Rock'n'roll glasba tudi v poznih nočnih urah daje moč in voljo pri obnovi avtomobila. Veliko ur preživimo tlele noter, ampak pač z dobro družbo, pač brat, pa bratranc, pa punca, pa starši, ampak je to, bi rekel, zelo lušen tlele delati. In mogoče je glih to tisti najboljši del tega vsega skupaj, avto v procesu nastajanja, recimo, ko si ti zamisliš neko sliko, kako bo avto izgledal, ker recimo veliko ljudi tale avto zdaj, ko pride, se drži za glavo, recimo, mi pa že imamo ideje, kako bo ta avto na koncu izgledal in pač k temu stremimo in poskušamo pač narediti po najboljših močeh. Ker glih to je tisti čar vsega tega, da pol, ko se te prvič zapelješ po cest, pa ga recimo na nek način pokažeš svetu, je takrat recimo odtehtal vse ure, ko si jih preživel v delavnici, pa res svež, da si dal del sjaba v avto ali pa mogoče celo recimo en avto tak je bil naš, ga mogoče tudi kdo ne bi rešil, bi nazadnje končal na odpadu, pač mi smo mu pa podaljšali še življenjsko dobo za naslednja desetletja. Prej je to tisti nek elan, ko te žjane naprej in v bistvu, ko mi čakaš nov projekt in tudi mi smo že vsi našpičeni in naspidirani in že ko mi čakamo naše nove projekte, pač ki se bojo še dogajali.